Stoječo Marijo z detetom neznanega rezbarja je Narodna galerija kupila iz zbirke dr. Richarda Ertla na avkciji v Münchnu leta 1979. Zbiratelj je ustvaril edinstveno zbirko poznogotske nemške lesene plastike. Del svoje zbirke je moral prodati že leta 1913. Eden od vrhuncev te dražbe je bila Dangolsheimska Madona, ki jo je pridobil muzej Kaiser Friedrich iz Berlina. Dela so med drugim odšla v muzeje v Düsseldorfu, Stuttgartu, Münchnu. Še četrtina njegove zbirke je šla na dražbo leta 1979, kjer je Narodna galerija to umetnino kupila. Zaradi slogovnih podobnosti z Marijo z detetom iz Pokrajinskega muzeja na Ptuju je bilo delo v katalogu dražbe pripisano spodnještajerski, verjetno ptujski delavnici. Profesor dr. Štefanac se danes strinja, navajam, da oba kipa pripadata istemu slogu, zato ostaja aktualna in mikavna teza o kvalitetni lokalni ptujski delavnici. Konec navedka. Marija je izdelana kot globoki relief debeline 17 cm. Postavljena je frontalno, stoji na polmesecu in z desno nogo stopa rahlo naprej. Izredno dolge valovite lase pokrivata bela oglavnica in krona, oblečena je v rdeče oblačilo. Dolg zlat plašč, podložen z modro, ima reliefno dekorirane, puncirane robove. Pred vključitvijo v prenovljeno stalno zbirko smo za kip načrtovali konzervatorsko-restavratorski poseg. Razlogi zanj so bili predvsem estetski. V oči je bodlo v huje poškodovano Jezusovo naročje. Obenem so dolgoletni depoziti umazanije, potemneli premazi, spremenjene retuše in preslikave, ki so porušile barvno ravnotežje, nesprejemljivo spremenjali videz površine. Za optimalno načrtovanje posega je nujno poznavanje tako originalnih tehnik izdelave kot narave vseh naknadno nanešenih materialov, zato smo kip pred posegom natančno pregledali in raziskali. Zadnja stran kipa je ravna. Pri osvetljevanju s stransko svetlobo bolje vidimo različno površinsko obdelavo lesa. Opazimo več različnih luknjic. Zanimive so zeleno obkrožene luknjice, ki se nahajajo v parih. Vsaka na svoji strani vertikalnega spoja, ki je označen modro. Z rdečo so obkrožena mesta, kjer je modelacija segla skozi nosilec. Tu nastale odprtine so najverjetneje naknadno zaprli s tanjšimi lesenimi ploščicami in prilepili s platnenimi zaplatami. Različni dokumentarni elementi nam velikokrat lahko pomagajo rekonstruirati preteklost, zgodovino umetnine. Papirna nalepka je tu najverjetneje ostala od starejše avkcije, sicer pa oba elementa še raziskujemo. Kip je sestavljen iz dveh zlepljenih žaganic. Leva polovica je izdelana iz bočnega lesa z zunanjo ploskvijo naprej. Desna polovica pa je notranji les, ki vključuje sredino, stržen hloda. Z modro so označene ploščate sledi vpenjanja lesa ob njegovi obdelavi. Na kipu najdemo še več vdolbin, ki so služile bodisi vpenjanju med rezbarjenjem, bodisi za nasajanje ločeno izdelanih elementov, ki pa danes manjkajo, kroni obeh figur in križec na vladarskem jabolku. Na rentgenskem posnetku kipa ni opaziti elementov, ki bi poleg lepila spajali polovici kipa. Najsvetlejše lise so kovinski elementi, zaradi uporabe svinčevih pigmentov, tako v prvotni barvi, kot v vseh slojih preslikav, so precej svetli tudi vsi predeli kože. V preteklih posegih nanešene retuše so se barvno spremenile in postale opazne. Pri ultravijolični svetlobi se kažejo kot temne lise na obrazu, vratu in oglavnici. Na Jezusovem naročju in stegnih je bilo obsežno, a omejeno področje odpadle barvne plasti. Poškodbe bi lahko bile posledica zakrivanja predela v preteklosti.
skrivnostna kovinska zanka na desni strani Marijinega prsnega koša in dodatni luknjici, v kateri bi lahko bila nasajena še ena takšna zanka, bi lahko služili za zatikanje tkanine, ki bi Jezusovo goloto skrila. Za ugotavljanje števila in sestave slojev ter v pomoč pri načrtovanju ustreznih metod odstranjevanja materialov je bilo odvzetih več vzorcev barvnih plasti. Analize so pokazale, da so bili Marijini lasje ob nastanku zlati, kasneje pa na novo pozlačeni in še večkrat preslikani. Prvotno so na laseh uporabili dvoslojni material iz srebra in zlata, tako imenovani cvižgold, prilepljen z oljnim vezivom. Slikali so z oljnimi barvami. Za modro podlago plašča je bil uporabljen pigment azurit. Kožni predeli so bili preslikani vsaj 3-krat. Sestava vseh slojev pa je zelo podobna. Oljna barva s svinčevim belim pigmentom in cinobrom. Preslikave las so bile barvno neprepričljive, nanešene na neočiščene in hudo poškodovane spodnje plasti, s čimer so nastale vizualno moteče neravnine. Odločili smo se, da se bomo z odstranitvijo kasneje nanešenih materialov poskusili približati videzu umetnine ob njenem nastanku in vzpostaviti prvotno barvno ravnotežje. Novejši pristopi k odstranjevanju preslikav vključujejo več površini prilagojenih metod in sredstev. Postopke tako lahko izpeljemo bolj postopno, selektivno, učinkovito in predvsem varnejše za umetnino, konzervatorja, restavratorja in okolje. Kasneje nanešen in izrazito potemnel klejni premaz smo s pozlate odstranili s kontroliranim dovajanjem vode želirane v agarju. Vlaga iz zaplat agarja, položenih na pozlato, je raztopila in vezala nase večji del premaza, ki po odstranitvi pozlate ni dodatno poškodovala. Z odstranjevanjem preslikav smo razkrili prvotno, prek srebra rumeno lazurirano obleko s pozlačenimi in punciranimi robovi. Z uporabo različnih metod smo plast za plastjo odstranili preslikave iz las. Za boljšo kontrolo je delo potekalo pod mikroskopom. Originalna pozlata las je ohranjena le fragmentarno, zato smo se z ohranitvijo prve preslikave las približali prvotni barvni podobi. Skrili smo tudi pozlačeno in puncirano Marijino krono. Preslikave inkarnata smo zaradi izredno podobne sestave vseh slojev ohranili. Manjkajoče plasti podloge smo dopolnili. Z retušev v tehniki majhnih točk smo poškodovana mesta spojili z okolico. Uporabljene barve so kemično izredno stabilne in z lahkoto odstranljive. Marija z detetom je bila po konzervatorsko-restavratorskem posegu februarja 2020 ponovno vključena v stalno zbirko Narodne galerije.